Plula bova v Jak. Zdaj smo imela še fajn nasprotni tok, zdaj se umirja. Noter je mirno, se vidi, ki je opred boljš, še kakšno minuto. Zdaj greva pa tam na zadaj nekje na sred tega otočja, tako da bova potem lahko hodila okoli malo po teh otočkih kar z gumenjakom. Tako da računam, da bova nekaj dni kar na istem mestu sidrana. Drugače pa na oni strani ena jama, potem se da tle gor na vrhnega hriba iti, je razgled malo plezati. Tako da bomo malo raziskvala tukaj, snorklala, pa da vidimo. Ker ne vem, koliko so natančne karte, greva bolj počastila čez. Tukaj se v vodi noter prav vidijo skale, tako da nisva daleč stran. Zdaj kaže, da je 14 metrov sicer tukaj, tako da je v redu, ampak jem raj počas. Očitno bova same dva, nobene jadrnice, nobenega plovila ni nikjer. Tlelele, tole kažem pred mano, ta hrib se pa nekje na vrh spleza, pa je lep razgled. Da bomo šla pa z gumenjakom potem. Glavno polno nekih mehkih otočkov, ne mora pa najdeti sidrišče, greva tam nekje na sredino. So tukaj naj bile tudi muringi, ampak bova kar sidrala. Mislim, da se gre na tejle plaži gor, se spleza gor, mogoče tisti hrib, sem narobe povedal, ja. Tem, ko je tista plaža. Ne, da greva pa tam na odzadej, tako da ne bova daleč, mogoče 5-10 minut z gumenjakom. Midva sva zasidrala na 9 metrih. Tukaj nazaj, ko sem šel z motorjem, prideva na nekje 6 metrov, 5, tako da je globina v redu. Zdaj bom šla samo malo preveriti, kako je spodaj, da ni kakšen bumi, čeprav se z drona sem snemal, tako da se vidi, kje so. Recimo tole so, tole temne lise. V glavno tlele en prehod čez, tak lep, v glavno tukaj bo verjetno kar par dni, pa bo hodila z gumenjakom potem tle po teh otočkih. Res je lepo tukaj, samo ena stvar me moti. Vidljivost, tlele je 5-6 metrov, se ne vidi skoraj dna. Tukaj je drugačen bumi, kakšne pol metra, visok meter, pa sva raj dala pol tele boje, da se ne bi slučajno zaplel, drugače pa ni nikjer. Zdaj sta prišla še na 2 Nizozemca, tam ne bo ta še sidrala. To je mislim 2,5 metra globoka voda. Jaz nisem hotel iti tja, ker imava 2 metra kobilce globoko, potem pa plimo vseka, malo podatki, napačni, kakorkoli, pa lahko nasedeš. Sicer je verjetno sam pesek, ne bi bilo hudo. Je pa res, da onva imata samo 1,40 m kobilcev, zato sta šla tja. Da pa bomo tukaj čisto lepo, pa lepo mala plaža, čisto blizu. Tako da Natalija šla se supom nekam okoli. Danes po moje to, kaj dosti ne bova šla, ker bova itak verjetno en teden tukaj, tako da bomo imela čas se še razgledati.
Medva so šla tle malo na en toček, v bistvu tle odzadaj imamo jadrnico. Evo, kakšne školjke imajo tukaj, poleg smeti seveda. Če pa lepa mivka, lahko zahoditi in tikač, če kdo rab. Natalija je želve videla, pravi, da so ful rjave. Drugače tle je tako en piknik plac narejen, ful dobro. Tukaj bomo lahko smeti skorili. To pa je milina. Skoraj sama dva na celem otočju. Evo ti koliko je školjk tukaj. So kar velike. Natalija je že zbrala. Lepa je, velika. Voda je pa topla, to pa ni nekaj. Vidljivost ni tako dobra, ampak topla pa je vrhunsko. Jo, kakšne barve lepe. Tole me pa čisto spominja spred par let, takrat pred covidom, ko sva bila na Filipinih, podobno je. Evo je želva pod mano. Sem šel super malo okolj, na ena lepa plaža. Tamle je Timi polna nizozemska jadrnica. Zdaj pa grem nazaj počas. Evo ti je želvica, še kar čaka tlele. Natalija ima čist verigo, oziroma tist hakeljč, ki je ves zelen. Več malo pa tlele bokobrane noter naštimane, ker je en bumi. Njih tle nekje od spodaj, zato da se slučajno ne bi, če bi se obrnila, zapletlo noter, to je to, ni pa krize. Evo, tole je morski pes, mislim, da je black tip, vidim, da ima črne plavuti. Vseh se na posnetku ne vidi, več pa mi je, da takole malo se supem, vozva sva kar oba gor, če pademo v vodo, imam telefon v roki, tako da ni glih fajn. Je pa tik pred zahodom sončnim. Danes sva šla okoli, tle je ena turistična ladja prišla, tukaj nismo čisto sami. Zdaj sva pa tle ven zanesla sup, pa gumenjak bova in greva tle gor nekam na neko razgledno točko, če bova najdla na vrh. Začenja vzpon na ta hrib. Našla sva tablo, se pravi, da sva na pravem mestu. Pancit. Bral sem, da piše, da je začetek lahek, potem pa je čedalje težji, na koncu pa je plezanje po vrveh. Zdaj, če gledamo, kako se je začelo direktno, evo ti 45 ali pa še bolj strmo navzgor. Tako da bomo videli. So pa kamni, sva se obula v čevlje, tako da kar tele kamni so bolj kot ne ostri. Zdaj pa že plezam oziroma hodim strmo v hrib. Pa da vidimo, saj po senci greva. Sicer malo vodo s sabo, tokrat nismo pozabila. Je pa kar vzpon, že začetek. Mogoče bova pa hitro gor zaradi tega. Ajde, pridi! Že po 100 metrih treba plezati. Takole zgleda strmo. Sicer ne vem, kako se to vidi na kameri, zdaj če takole dam. Evo, kakšna strmina je. Plezaj! So pa dobri taki kamni, sicer so ostri, ampak jih je polno, se lahko primeš, stopeš. Sem počasi treba iti, takole pa ni težav. Je pa kar strmo. Ampak ni težko, saj meni. Če greš počasi svoj tempo, se še zadihaš dobro. Je pa res, da ne vem, koliko je do vrha. Ti izgledajo nizki. Ampak po moje, ko se povzpenješ na njega, pa kar traje, da prideš do vrha.
Upam, da bomo najdli potem še dol. Čeprav tle se še kar vidi, kje je. Drugače pa takole. Natalija, evo tale rutka dol, čist pod mano je. V bistvu plezaš takole, tle greš malo tako po robu in tle gor splezaš. Poglejte, sicer že zdaj lep, takole zgleda. Kakšne lepe lagunce. Tle so korale, mogoče bomo videli, kje se da iti tavhati, tamle vidim, da je en čoven. Tu jih vozijo s tele turistične ladice naokoli. Zjutraj sem že supal 4 km, tako da sem že videl, kam jih vozijo vse. Glede na to, da bo par dni tukaj, verjetno, da vejo še kam iti. Danes je bil plan osvojiti tale vrh, jaz sem ga, Natalija ga še bo, verjetno, in to je to. Midva sem se malo posnela z dronom, šla sva tu dol po vrhu, tako da je še Natalija gor splezala. Zdaj bomo šla pa tudi po vrvi dol, ziher, ker je ful nevarno. Ni 10 metrov, je samo mogoče za splezati, ampak je pa stena. V glavnem, ful lep razgled, res bi šel uživala tle gor, ampak jaz sem že kar nekaj časa tukaj gor, brez majice sem, sicer sem namazan, žge, tako žge, da težko opišem. Zdaj pa pridem dol in skočim v vodo, pa tamle bom šel supem na sred tizga. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you, go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be a rocket, take flight. So what if you been sitting there and thinking all this time? What's your mind's at? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here, right now, right here. I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't give up easy, chasing after you. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you, go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be a rocket, take flight. So what if you been sitting there and thinking all this time? What's your mind's at? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here. Every single second I just feel like I should say that I'm so glad I couldn't quit you. Zdaj se bom pa jaz dal spustil, zatem, ko bomo pol plezala, se naveževa na vrv. Več tako letele kamni so v redu, to so taki dobri za stopiti, so kot stopnice, ni problem. Prideš? What if you
takole medel malo vrl, zdaj dal tukaj okoli drevesa in bom varoval je. Če slučajno pade, dokler ne pride dol, potem bom šel pa še jesti. Zdaj bom podložil kamero, da jo varujem. Zdaj je lažje. Ja, zdaj Natalija miruje, tukaj da samo posnamem, da vidite kako plezava, zares. Jaz smo tle okoli drevesa, dvakrat navita jo držim, da je dosti, če pade, je dosti trenja, da jo zadržim. Sicer ne bi pala več, ker je že kar dosti globoko dol, ampak vseeno. Glavno, sem počas. Zdaj pa počak, da iz kamere odmaknem, da te varujem naprej. Stena skoraj čisto navpična. Kako misliš skoraj, se je? Tako luknika plezem. Pa bi bila jaz zaplezati, a? Ja, boš se naučila. Na tem potovanju se boš vsega naučila. Tako sem pa kar skočil dol. Čak. Smo zmagali ali nismo? Smo. Še malo fitnessa. Ja. Zmagala sva. To. Pred nama je zdaj osvojičen vrt, tako kot je talele. Verjetno bomo šli jutri, ker bo višja plima, ker je takole rob skozi spodaj in moraš plezati na ta rob, potem pa se pospneš gor. Včeraj smo na tistem prvi gori, sem predvideval, ni da je res, ampak verjetno je bilo manj ljudi na tej gori kot na kakšnem Mount Everestu. Sem predvideval, nisem to jaz rekel, nikjer ni napisano. V glavno, zdaj tle malo raziskujeva, točko je polno,
Tlele not bi tudi lahko sidrala, samo je kar globoko morje, niti ne vem koliko, zdaj ker ni nikjer na kartah, sem viden po barvi. Tako da greva zdaj tle malo okoli, da malo vidva. Jutri bomo šla še verjetno na ta hrib, pa 2 dni bova takole malo tavhala, potem pa bova zapustila otočje Vajak. Malo supa, dobro, da ga mava, zdaj te dni res dela na polno sup. Jaz sem že naredil sigurno 10-15 km, tako da kar porabljava. Iščem, kje je zdaj ta gora, včeraj sem vedel, kje je danes, ne vem več, kje se da priti gor, sem se že zgubil. Tukaj se ful hitro zgubiš, 2krat greš levo, desno, tako da mogoče tudi ni fajn, da grem tle sam, ki se bo Natalija zgubila potem. Po moje bolj, da grem nazaj. Glavno nekje eden od teh je, zdaj kater pa res ne vem. No, takole je rob, in moš te gor splezati. Sicer tla zdaj ne zgleda težko, da mogoče bi tudi zdaj šlo, ampak verjetno bo šla jutri, nima niti za obut sabo. Je pa lepo, res je lepo, pa dejansko smo sama tukaj. Natalija tam le supa, jaz sem v poletu tlele z dronom, ta hrib, ta vrh je. So ljudje gor, sem jih tudi posnel, tako da zdaj grem pa še jaz pogledati, kako je tam v glavno teh otočkov tukaj na stotine. No, stotine glih ne vem koliko, ampak jih je kar precej. Tako da greš 2krat levo, desno, malo smico narediš, pa si čisto zorientiran, ampak če imaš telefon s sabo je v redu, ker gledaš po satelitskih slikah, pa vidiš, kje si. Zdaj grem pa malo Nataliji pomagati tam, da jo potegnem supom, zdaj ker je kar piha tukaj med otočki, čeprav sem mislil, da bo mirno, pa ni, tako da je kar težko proti toku pa vetru veslati. Tukaj se je ravno pripeljal ene turiste s takim načovničkom, tukaj se priveže od spodaj, pa je pa skozi vrv gor na polana, tako da greš pač gor. Zgleda, da ni tako zahtevno. Po moje to je ne 10 minut, ko si na vrhu. Ker fajn piha, tako da včasih ne gre drugače, evo, malo pošlepam. Zdaj bo lažje, itak je že par kilometrov preveslala. Zdaj pa že gliserava. Tale sup ne vem, če šlo že daj tako hitro. Mi da bomo danes osvojili še en vrh, tukaj je malo lažji, ki je tale čovn, tako da smo lahko tukaj gor splezala, tukaj je najtežji drugače. Tako da smo od zadaj vrgli še sidro, tako da ne more iti tudi spodaj, če bodo oni prešli.
Tukaj imajo tudi tako narejeno malo pomoči pa vrvi, tako da gremo zdaj po teh kamnih, so taki ne drsijo, sicer so špičasti, tukaj se da tudi tako prijeti, tako da nadaljujejo gor proti vrhu. Ker pridem se štrika, tako strmo to zgleda, ampak z tele skale res ko ime stopnice, tako da ni problem. Pa še tale vrv je tukaj, sicer vidim, da tam ne hodijo, ki je umazano stopin, tako vse vseeno. Takole stopiš in greš po stopnicah. Ni tako problematično, vsaj zaenkrat ne, bomo videli potem, kaj bo više. Zdaj moraš iti pa kaj? Levo? Levo? Pa že malo drugačen teren, ampak gre. Zdaj gremo pa tle gor na Opično. Če dalje lepši razgled. Evo, prispela sva na vrh. Ste tle že nekaj ljudi. Končno so se malo pobrali dol, tako da malo sem še en par tukaj, tako da zdaj bomo malo probala posnet. Zdaj bo sončni zahod, kmalu bomo videla, če bom počakala. Dober plat za počitek, ne? Izvoli voda. Hvala. Evo, tudi medva imava svojo zastavo, Sailing Timi. Ti je dobro tole, veš, ozadje imaš? Tazgano ozadjeno imela več. Ne, boš, samo ne tukaj. Tukaj dvomim, da boš še kdaj. Ker boš težko prišla razen svojim plovilom. Piha se veter tako brača. Rada bi posnela še sončni zahod, ampak ne vem, kako nama bo uspelo, ker mora še medva tlele dol prideti po teh kamnih skalah, plezanje, tako da ne vem. Zaenkrat še čakava, bova videla. Rad bi posnel z dronom, če ne bova pa jutri kako drugače probala. V glavnem, na te dve gore, ki se lahko pospnemo, z teh sva še najhitrejš dol, une, ki smo bila počerji, pa sploh ni šans, ker je treba pa plezati in bi preveč časa vzela in bi prišla čisto po temi dol, tako da tole je edina šansa, da posnamemo lep sončni zahod. Sicer bo Natalija kar splezala na drevo, očitno še. Zelo rada pleza zadnji 2 dni, izgleda. Sem vedno rada plezala. Ja? S sončnim zahodom ni nič, ker je šlo za oblake, tako da medva greva kar dol, dokler se še kaj vidi.
treba kar previdno se stopati, da ti ne zdrsne kje. Veš, da tale pogled mi je še najlepši, ki lepo plezaš pod zadaj, se lepo vidi morje, te lepe barve. No, kar nadaljuj, da bomo po temi prišla. Mislim, da še ne kriza, ampak še malo pa bo rabilo svetilko. Sicer malo eno čelko s sabo, če bi slučajno rabila, se razmišljala v tej smeri, ampak ne bo potrebe. Za plitvine pa že zdaj na pamet veva, kje so, tako da ne morava glih zadeti kakšnega bumija. Gumenjak se že vidi tamle pod nama, se pravi vse v redu. Bomo pa zdaj skočila noter v gumenjak. Ja. No? Vidim, kakšen občutek je. Kaj, sesti se na klopco, tukaj počakaš taksi, avtobus da pride, 2 klopci sta, ko sta polna, pride iskat. Zdaj grem pa jaz po gumenjak, ga bom potegnil sem, pa bo šel po noter. Upam, no, saj tako naj bi šlo po teoriji. In pa da vidimo, kako bo to zneslo, če je res. Če padem noter, plavati znam. Sicer ne vem, kako je globoko tlele. Velik ne. Ja. Zdaj moram pa tja prideti nekako, ali pa v vodo skočiti. Šit. Nič. Dam ti rozak, jaz sem probal pa splezati kaj do vrvi, da potegnem. Medo so šla zdaj čisto na drug konc Vojaga, ker naj bi bila tle ena lepa plaža, pa ena jama. So mislila, kako bova sup nesla čez, na drugo stran, da sem 150 metrov. Kje boš ta sup nesel? Ne vem, ali bova probala? Viš pogledati najprej? V glavno, da bi šla do jame, ker je potem še ne pol milje, se pravi 1 kilometer, nekje približno do tam. Ampak tole pa tudi ni nič kaj fajn za videti, ko prideš polno smeti tukaj, ki jih nanese. Sej, drugače je Vojak zelo lep, ampak je poln teh smeti, se nisem tukaj. Glavno, če bi bil tlele brodolomc po moje, bi preživel, ki je že v teh flašah marsikaj tazga not uporabenega. Verjetno še kakšne konzerve se najdejo zaprte. Glavno, smeti je polno, evo ti žlice plastične. Zdaj pa da vidimo. Za obud bi tudi imel tukaj, evo ti. Zdaj pa naj bilo sem 150 metrov tlele čez. Sem da vidimo, kakšne situacije, kakšni so valovi, veter, da naj ne bo kam odneslo s supom. Niti ne vem, kakšna je jama, zato v bistvu ni tukaj tudi drugih, ne, da bi vprašala, da morala kar sama raziskovati. Dobro, da smo si za obud saj vzela te Japonke, da bosi ne hodijo potem. Veliki valovi pa ne gremo. Ne moramo, 2 na sup, shit, ne. Takole zgleda. Vidljivost je pa ful slaba. Tudi nekaj se že oblači. Koliko je še tukaj smeti, evo. Shit. Smeti, evo. Katastrofa. Ni važno, tam na svetu greš. Evo ti, čelada kolesarska. Ni važno, kam greš, smeti je ogromno. V glavnem, tiste jame naj bi bile tam od zadaj, za tistem ta druga mr, tam od zadaj še nekje 1 kilometer naprej, ampak ne bova šla. Se sem tlele malo razgledala, pa greva nazaj, ni druge. Bo šla raj danes še enkrat na hrib splezati, ali kaj tazga, ne vem. Voda, tam ke sva, ker grem tavhat, imam na 9 metrih sidrov, ni šans, da ga vidiš, komaj vidim kobilca. Zdaj odvisno, kdaj je plima povseka, se pravi, ki manj hrane, manj planktona, da se malenkost bolj vidi, ali pa malenkost manj, sem to je razlika. Pač pa to je zdaj zunanja stran potokov Vojak. To, če bi šla supom, ne bi pa šla kam daleč, ke ful piha.
Kakšen val, metrski. Ali pa še več, ne vem. Mi je pa ful dobro gledati te valove, ki butajo, pa ki se lomijo, penijo. Zanimivo. So pa kot ene gobice na stebrih, ki stojijo. Pa jih voda lepo spodjeda od spodaj. Tale kup po moje ni voda nanesla. Evo ti koliko je ene plastike, gume, obuval na tisoče. Tam na Solomonovih otokih, če bi imela tole obuval, bi vse lahko razdala. Super veslov ta veter, valove, tako da je te šlepam. Tam vse ene lepe stene. Glavno hitro se zgubiš tukaj, ker ne veš, dvakrat je šlevo, desno, malo drugje, pa ne veš, kje si. Tu sem šel jaz en dan, pa sem naredil takoj par kilometrov. Tako da greva tudi hitrejši, če smo oba v gumenjaku, ker jaz tako dejansko glisiram. Ona pa ne rab dost na supu, da tudi dejansko glisira. Tako da greva kar nekaj hitrejš, ne par vozlov. Če grem sam, sem meril po GPS-u in tole 15 vozlov. Tako da če sem sam, leti, če smo pa dva, pa ne gre nikamor. Omake za špagete pa malo zdaj za natarkat, pa danes sva jedla.
Danes greva še na obalo, kjer bova zakurila tele smeti, so same take stvari not, ki bodo zgorele, tako da ne bo težav. Steklo pa ne bova vrnil. Tukaj bomo smeti skorili. Mi greva še enkrat na goro, ko sva že bila. Tali tam nekje od zadaj. Jaz še kar bos hodim. Malo treniram. Imam se tam samo v steni gor obu. Tako da nadaljujem gor. Malo vrvi. Imam en pas, ta varovalni. Tako da danes sva malo bolj oprebljena za na vrh. Če greš bos, si še bolj pozoren, kam stopiš. Tako da mogoče ni slabo. Problem je sem, ker imam še polne roke, kamero imam. Dobre. Zdaj pa moram res odložiti kamero, ker mi vse leze dol. Enostavno ne morem držati pa še kamero, pa še plezati. Je pa kar vroče spet danes, malo pa sreča, ful lepo vreme je zadnje čase tukaj. Zdaj bi moglo biti bolj kot na deževno obdobje, pa ni. Ravno kontra. Zdaj je Natalija odkrila, da smo zadnjič zašla in so plezala tle gor. V bistvu je pa tle zraven je še ena pot, tako da po mojem sploh ne treba tako plezati, ne. Ovo zdaj le videla. Ne vem, kaj bi rekel za zadnjič, ampak tukaj je pa vrv napeljana, da se primeš in greš spet po stopnicah gor, tako da ni težko. Zadnjič sva zgrešila, tam sva šla naravnost gor, ker ni nič označeno. Dobro, zdaj vejo, zdaj greva lahko vsak tle gor. Drugače pa ja, še vedno sem bos, mi kar gre. Tako da bom kar do vrha, pa se bom na vrhu bo. Potem, ko bova tam skakala pa se slikala. Nam kje spotaknil. Tako uspelo mi je priti bos na vrh. Zdaj se bom pa obuil. Evo, kakšen lep razgled spet, no si malo bolj megleno, ampak v redu. Res tukaj gor je nujno treba priti. Evo, tukaj le dol se vidi gumenjak, kjer ga malo
Čisto vse imamo zase. Tišina, nikjer nobenega, vsakega časa se sem kakšen ptič oglasi, to je to. Pa valovi se sliši. Zdaj pa tlele bi rada Natalija, da se še malo posnameva. Imamo pa tele celice, ki sem jih kupila, zložljive v Panami. En so šli na Pacifik, se sem tako skupaj zložijo. In zdaj polnem, tle bom od spodaj, zato da je vse en citron in ga polnem. Tako da bova še malo poletela, pa se še malo posnela. Rakec imamo. Ni? Za danes večer je Natalija že naredila maso, ne? Ja. Za kruh, ampak ne bova pekla v pečici na jadrnici, ampak bova šla tam bene 5 popoldne na obalo, tam blizu naju, ne tole, smo že včeraj pač bila. Bova zakurila in bova na palco naviješ to testo in ga pač spečeš nad ognjem. Pa imava še od včeraj, ki je Natalija skuhala, hašev mako za špagete. Pa nam je še malo ostalo in bova v tisto lepo namakala. Bova se grela tudi nad ognjem, tako da bom imela večerjo na obali. Evo, naj je prišel pogledat morski pes. Da so ga videla v zadnjih 10 minutah dvakrat, se pravi, da krož tukaj okoli naju. Evo, 2 morska psa že. Evo, mi dva delava danes z vodo. Kakšna je pa vidljivost, da bi se mogla videti veriga, evo, tudi skozi noter. Tam na boju ni globoko, pa se nič ne vidi, kot mleko je. Danes bo pa večerja na obali, ki sem mislila, da bomo same dva, ampak nič za to. Zdaj je tle kurni ogenj, potem pa bomo pekli kruh, pa ne vem kaj še ima Natalija. Je ful visoka voda, drugače gre par metrov nazaj, pa potem dol. Now, this is for you. Green one. Pink one is for you. Čin. Cheers. Cheers! Cheers. Cheers. Yes. Dam telefon. Kaj pa delaš? Kruh pečem. Nou ja, hij zei ook van ja, de meeste mensen ja, die doen er gewoon doorheen. Ja, hij Ti imava pa bolognese makco. Good. En način, kako je z bolognese mako v divjini. Voljago, no. To je masa za kruh, to je kruh, naviješ gor, se speče in sem potegneš dol, tako da v bistvu to je frišno pečen kruh. Jaz sva dala pa Tomaž Polanc nam je dal tole vojaško hrano. Sva probala pa še nekaj dati v pono, da vidimo kaj bo, mislim, da je špinača s testenini. Pa mushrooms, gobice. No.
vojaška hrana. Na takšni lepi lokaciji pa koliko smeti okoli naju plava. Kaj plava vse, cele vrečke noter, en kup plastike, tudi globoko not pod vodo, ne samo na površju. Ja, same smeti. Pa na kakšni lokaciji sva, najlepši ne morava biti, ampak smeti je pogrom. Vse jih kurimo vsak dan tle na obali, pač kar jih prinese, ampak kaj jih je pa okoli na tone, s ne razumem. Po moje tisto, ki bo šel jadrat okoli sveta čez 10 let, vprašanje, kako bo tukaj vse te otoki. Že zdaj je katastrofa. Kamorkoli pogledaš je noter en kup plastike po vse. Mi sploh ni, da bi šel v vodo. Sicer že takoj motna voda, se nič ne vidi, kaj šele, da bi šel po te smeti. In to bo zdaj vse naneslo spet nekam na obalo in se to nabira, potem bo plima, bo spet odneslo in se nabira in nabira in nabira. To ne vem, če se sploh na kameri kaj vidi, ampak tukaj noter je polno plastike, evo ti. Tudi ful globoko noter, pač kakor je vidljivost. Katastrofa, res. Danes smo mogli malo preseliti kurišče na višje, zato ker je tamle vse pod vodo. Vsak dan je višja plima, ker bo jutri, mislim, da polna luna in se pozna. Tako da smo zdaj malo šli na višje. Italija izgleda glavni kurjač. Mushroom, yes. Yeah. Canned corned beef with tomato sauce and mushrooms. And an onion. Yeah. So yesterday we had canned, it was beef, it was really good actually. To je noter testo, piščanc, koren, čebula. Tole malo pa še omakce od te vojaške hrane, tako da bomo še tole segrela, pa bomo imela zraven. Tole bo pa še kar za juter, sem kruh, testo je pečen, tako da zabava za zjutraj nekaj za jesti.